Ja, se mi zdi, da preden greš na une kombinacije vseh popustov, ki slaj danes res kreativen, pa kako malo ne dela stvari, se mi zdi, da moraš najprej izkoristiti eno stvar in to je segmentacija. To včasih dosti ko se malo pozapa, ne. In jaz si zamislil par nekih segmentacij, ki bi jih lahko recimo naredil, pa kaj bi tem strankam lahko recimo malo drugače komuniciral, kot pa recimo vsem enako, a ne. In zdaj, zdi se mi, da ena stvar je, koliko je nekdo aktiven. A veš, a hod k tebi na spletno mesto, a pride k tebi v trgovino, ali odpira maile, se pravi vse to, kar meraš, da je odvisen, katero tehnologijo imaš, koliko tega meraš, ampak recimo, da lahko zmeraš. In ti, ki so aktivni, ta rab mogoče manj prepričevanja za naslednji nakup. On se mora bolj ponuditi, da je prepoznana ta njegova aktivnost, da ima nek ekskluziven dostop, da se ga ceni in tako naprej. Na drugi strani imaš... Torej tudi to komuniciraš, to, kar si v segmentu prepoznal. Tako je, zelo to je namen, da pol to komunikacijo, zdaj če si naredil segmente, pa vsem isto pošleš, tako škoda časa je bilo ravno kar. Tako da, pa imaš pa tiste, ki niso tako aktivni. Te bodo pa motivirani običajno s tem, da jim ponudaš res nekaj ful ekskluzivenega, v smislu res nekaj, kar je težko dobiti. Včasih rečejo ponudbo pod mizo, pa neke visoke popuste. Sej teh ne sme biti ogromno, ne? Ampak če boš karkoli tukaj prodal, si v plusu, si nekaj naredil. Pa se mi zdi ena taka zadeva, a je nekdo kupoval pri tebi samo v obdobju Black Friday, Cyber Monday v lanskem letu, ali je to nekdo, ki kupuje tekom celotnega leta pri tebi. Mogoče tudi v tej sezoni, ni pa nujno, da sam v tej. In tisti rabijo res visoke popuste, ki so lanske tako kupali, ker on je očitno kupec, ki bo enkrat pri tebi kupil in to je ta zdaj obdobje, verjetno je bolj kot nek bargain hunter, pa tako, ni se sicer izpisal, da ga zmotiviri, z neko podobno kategorijami kot v lanskem letu, pa ga probaš dobiti. S tem, da taga začneš ogrevati, ne lih tisti dan, ampak par dni prej, ne. Bi bilo fajn. Zdaj tisti, ki so pa skozi celo leto kupujejo, so malo bolj podobni aktivnim strankam, pa pri tem, da so pa oni še kupci, pa rečeš, to so pa zveste stranke, zvesti naši kupci in jih v bistvu nagovoriš na ta način. Zato, ker ste pa zvesti z nami, ker nas že toliko časa pa nam kupujete, smo vam pa nekaj posebenega dali, ali pa lahko bi naredil mail, v tem letu si že naredil 3 nakupe, zdaj pa ti mi podarimo poštnino, karkoli kupaš, boš naredil nakupa, ne. Pri teh se mi zdi, da treba to paziti. Oni redno kupujejo, oni spremljajo tvojo komunikacijo, poznajo tvoje akcije. In če boš njim dal isto akcijo, kot je bila 2 meseca nazaj, ker pač imaš mogoče neko sezonskost akcij, oni te bojo spregledali. Tam ni moč pokazati, da je Black Friday nekaj drugega, ne. Če imaš ti sezono, na Omege dajem vsake 2 meseca pridejo na vrsto in jih prodajam s 30% popustom, če kupaš 3. Pol ne za Black Friday tudi, da 30% popusta mi na Omege, ker se bom počutil v bistvu pač opeharjenega, oziroma pač ne bom zaradi Black Friday pol nič več kupil, bom kvečemu pač počakal na takrat, da mi jih spet zmanjka, ali kakorkoli, ne. Tako je. Isto z majicami, če mi ti, ali pa z nekimi drugimi stvarmi, če mi ti, redno promoviraš 3 t-shirti za 40 €, pa boš pol za Black Friday rekel 3 t-shirti za 38, ne boš me dobil, če sem jaz tvoj redni kupec, ali pa tudi v tistem segmentu aktivnih, ne. Ja, lahko bi pa rekel, dan ti 50, sam moraš, kupiti 6. A veš, lahko bi se pa malo s tem poigral in imaš ti občutek, ful, sem pa res nekaj dala, ne. Tako, pa meni, če sem aktiven, mi komot malo povečaš, pa si bom na račun tega zalogo naredil, ker sem itak aktiven, ne. Ker veš, da je nekdo že toliko časa s tabo bil. Tako, sam pričakujem, da bo pač akcija, ne. Cool. Zdaj, če imaš pa AI segmente, takih, ki sem videl v prejšnjih epizodah tudi govorila, in to so recimo, da ti predvideva, da bo nekdo kupil, katero kategorijo ima, recimo, mu je všeč, a je verjetno za te bo zapustil v kratkem, a je v odhajanju. Pol te vzameš in začneš na njih komunicirati. Tisti, ki pač je likely to purchase, ga mogoče niti ne rabiš, a veš toliko spodbujati s popustjo, ker pa za ta pravi recommendationi prave ponudbe mu ponujati, pa ne za jih siliti na vsak način s popusti, ker če je že tako verjeten tisk, pa itak
likely to črn ali pa to, da to zapusti zelo podoben, mogoče neaktivnemu, sam da v njem kaj več veš, mogoče da je že včasih kar teb, kaj lahko kupil, lahko pa ne, da tega pa pač gre zelo, tole ti dam, nek bargain ceno, a si deva obnoviti ta odnos, tam ti tole zdaj, deva probati začetnik na list, mogoče te pa kaj drugega zanima, pa smo se kaj vmes zgrešili. Pa imaš neko segmentacijo, se mi zdi dosti pomembno je na lifetime value, pa na average order value, se pravi življenjska vrednost, koliko si ti pač pri enem brandu zapravil, pa koliko je tvoja povprečna košarca. Zdaj, tizga, ki ima res visoko življenjsko vrednost, taga mogoče kar pokličeš, pa ga povabiš v neko ekskluziven presale. Videl sem eno dobro foro, ko se izkorišča, kanali so tu zelo pomembni, in recimo za taga bi mogoče mu poslal personalizirano kar direktno pošto, až dobiš eno tako pismo, vabilo na nek dogodek, ne se versaš, dobiš, 14 dni pred Black Fridayom, full mailov, vsi ti želijo povedati, da pri njih se splača, zdaj pa za Black Friday kupati, en ti pa pošle tako, Andrej, tole pa zate, tlele si unlockaš dostop do te strani, imaš po mojem tako. To je nezasičen kanal, ja. In ima neko vrednost, ker daje občutek, da se je nekdo potrudil, da je mislil na te isto kot za rojsten dan. Pač vsi, ki ti na Facebook napišajo vse najboljše, pa vsi brendi, ki ti maile pošljajo vse najboljše, nimaš zares občutka. Ne? Če se pa nekdo ali od bližnjih odloči, da te pokliče, ali pa da ti napiše kaj več v SMS kot samo vse najboljše, se pa drugače počutiš. Isto, če ti brand pošle po pošti nekaj pač čutiš, zaznaš to in čutiš kot neko vrednost, pa izboljšaš odnos. Tem strankam, ki že tebi zelo zaupajo, pa to moraš pač tudi nekaj dati na koncu. Ta primer mi je dober, ki si zadnjič takrat povedal, škaj dobiš te bombončke zraven, pa to. To je lahko neka taka fora, ki jo izkoristiš, zato ker to je majhen segment, ampak te ljudje bi to pošerali naprej, delili to izkušnjo. Ja, pa fizična pošta, reklam veliko pride, ampak fizično naslovljenih pisem na osebnih, pa ne pride. To res je nezasičen kanal, je priložnost tukaj. Ja, mogoče za kakšen test, za kakšen brand, če ima kdo, bi bilo, ne podeli svoje izkušnje, z veseljem pogled. Zdaj, če imaš pa nizek lifetime value, pa se pa lahko igraš malo s takimi ponudbami, 2 za ceno enega, se pravi pa mogoče malo omejiš, koliko so te izdelki, ki morajo biti, pa se malo tam po cenah igraš, to bi bila ena taka zadeva. Drugače se mi zdi pa ta za average order value, če hočeš še malo povečati, rečeš, glede na to, da veš, koliko je, in ponudaš, dam ti brezplačno poštnino, še vedno pod unim thresholdom, ki je, ampak da je saj 20% kupaš več, kot je, veš, tvoj average order value do zdaj, pač narediš neke bakete, nekdo bo bližje tizga zneska, nekdo pa manj, ampak pa ima, veš, ni to tako, da je nedostopno, kad 20% mogoče je nekdo, pa še popuste imaš, recimo že tako, kar rečeš, je pripravljen nekdo dati, in pač mora se on premakniti skozi neko magično mejo, da pa tle zraven, recimo bi dostkrat probal vključiti tudi te ponudnike, ali limpe in enostavno, ker, veš, tiste, ki jih želiš malo premakniti v više zneske, rečeš, saj ni treba, razdeliš, do 6 mesecev, zdaj ne se sekirati, še vedno decembraš lahko kupoval, ni problem. Pa imaš pa, zdi se mi, da to malo zanemarjamo, online ali pa fizična trgovina, kje kupuješ, lahko zelo veliko brskaš online, da je takmu uporabniku njegovo preferred trgovino, probaj to že sicer mogoče čez leto zvedeti ali pa iz njegovih podatkov in ga pošleš tja. Če imaš seveda tam neke izdelke, če boš lahko ten servis imel tak poseben, Zakaj ne bi za take, ki v fizični kupujo, rekel, zdaj imamo pa, danes pa odprt, od 8 pa do polnoči, sam za vas izbrane, en svetovalec bo z vami, bo te stvari, dobite, kavico še takrat, neko penino. Veš, tako, taka zadeva. Pa imaš pa, po mojem mnenju, tisti, ki so te dobro ocenili, so spet eni, ki imajo visok NPS, recimo, če ga meraš, te bi pa lahko izkoristil, dajte povabiti malo ljudi, tebi vejo veliko, oni so s tabo zadovoljni, da podelite to in oba da bosta dobila, ekskluziven dostop za Black Friday,
in boste, ne vem, neko posebno darilo dobila, če kupta, ne. Zdaj, če imaš naročnino, to je mogoče za bolj Cyber Monday, je to nek moment, da rečeš, a ste v preteklosti skenslali, zdaj to pač vsake karkoli skenslali, zdaj pa Black Friday, zdaj pa imaš 50% popusta za celo leto, če za 2 leti vzameš, tudi te ameriški brendi tako vladajo sasi. Ampak... Tle ti spet prav pride, če imaš tisti segment likely to churn, tudi za obstoječe stranke, ki vidiš neaktivnost, da jih še za 1 ali pa 2 leti zakleneš, ne. Tako je. Sem razmišljal, da bi recimo nek trgovc lahko rekel, zdaj ti pa dam, ne vem, za 19 € ali pa 12,90 €, lahko kupaš enoletno naročnino na brezplačno poštnino. Se pravi, da si on zdaj ali je kupil karkoli, ali ni nič, pa veš, da ne znaš približno zračunati, kje ti je to. In on ve, vsak tudi, če ne vem, eno majico kupam, tudi to bo šlo, nam je treba plačevati. Sej malo ta mimo vrste smart varianta, ampak to bi lahko tudi kakšen drug izkoristil, ker danes ta orodja že imaš, pa v bistvu nek revenue stream od storitve, konc koncev, no. Da bi še kakšne segmente mogel vključiti. Meni so super ideje, sej ni smiselno, da vsak vse te segmente naredi, ki je res velik, ampak da ugotovi, kjer so zanga. Ne vem, mogoče čisti klasični demografski, torej mogoče spet malo pogledaš, če imaš podatek o starosti, o rojstnem datumu, koliko stari ljudje kupujejo pri tebi za Black Friday, tle karkoli stopa, a kaj po lokacijah izstopa, prej si že omenil fizične trgovine. Pač tle so tudi neke statistike, da milenici kupijo največ, pa verjetno čisto zaradi nakupne moči, pa kje v življenjski fazi so. Drugo je mogoče, če gremo še majčkam bolj drobiti, pa se mislim, da mora še malo govoriti o tem, kako kampanje zastavljati, ampak če pogledaš ure, kdaj so ljudje kupovali, bi to lahko nek hack, da pošiljaš takrat pač pred to uro, preden so v lanskem letu kupili. Tako da, mogoče še tukaj par idej, kako segmente postaviti.